Ta sestanek je bil pomemben prvič zato, ker ne samo zato, ker je prvič prišlo do njega, da je njem sodeloval predsednik vlade, ampak da smo se dogovorili za tesno sodelovanje pri pripravi zakonov in vseh normativnih okvirov, ki so pomembni za uspešno delovanje tožilstva. Drugič, da smo razčistili nekatera vprašanja, o tem bosta potem govorila moja sogovornika, da so nekatera ostala neodgovorjena. Vendar pa menimo, da jih lahko z dialogi strokovnimi in drugačnimi le te orehe stremo. Pa ne nazadnje se mi zdi pomembno, da obstoji med nami čisto človeško zaupanje. Zaupanje v to, da se vsakdo trudi po svojih najboljših močeh v dobri veri. Pričemer, državno tožilstvo ni brez napak pri svojih odločitvah in vlada ni brez napak pri svojih odločitvah. Vendar pa bomo vsi skupaj okrepili zaupanje ljudi v pravno državo samo toliko, kolikor bo elementarnega zaupanja, da delamo v skupno dobro vsi. Ne pa v pristranske interese osebne, strankarske, tega ali onega lobija ali kakšne druge privilegirane skupine ljudi. Ampak v skupno dobro. Na današnjem sestanku smo s strani Vrhovnega državnega tožilstva sodelovali moji kolegi vrhovni državni tožilci in pa tudi vodja skupine za pregon organiziranega kriminala. Predsednika vlade smo želeli predvsem seznaniti z našimi bistvenimi pripombami na predlog zakona o državnem tožilstvu, kjer nas je posebej skrbelo, kako bo v bodoče z organiziranostjo in delom skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki trenutno obravnava nekaj najtežjih in najbolj obsežnih zadev z področja klasičnega organiziranega kriminala in pa predvsem gospodarskega kriminala. Vesela sem bila, ko sem danes slišala, da je ministrstvo del naših pripomb, ki smo jih imeli že od vsega začetka, vendarle upoštevalo, da bo očitno prišlo res do določenih sprememb, kar se tiče dela skupine in specializiranega oddelka. Tega teksta sicer še nismo videli, ker seveda še ni do konca pripravljen, vendar pa bomo to preverili, s tem nadaljevali. Rada bi poudarila, da smo danes posebej želeli poudariti in predsedniku vlade povedati, kako pomembno je v pravni državi, da je državno tožilstvo kot institucija neodvisna. Pa še na nekaj stvari smo opozorili na problem zadostnega števila državnih tožilcev za pregon tako resnega in tako hudega kriminala, kot ga obravnavamo v teh zadnjih letih. Moramo vedeti, da se je obseg nalog, ki jih opravljamo državni tožilci, predvsem državni tožilci prve stopnje, v zadnjih letih močno povečal. Število državnih tožilcev pa ne, zato smo predsedniku vlade posebej predstavili ta problem, s pričakovanjem seveda, da bomo v bodoče uspeli zagotoviti zadostno število državno-tožilskih funkcionarjev za uspešno in resno delo pri pregonu vseh vrst kriminala, seveda še posebej pa tistega najbolj zahtevnega in najbolj resnega. Je dobro, da imamo ta trenutek v zakonu rešitev, ki po eni strani krepi kapacitete skupine državnih tožilcev za pregon gospodarskega in organiziranega kriminala, ki bo po novem postalo 12. okrožno državno tožilstvo, kajti to tožilstvo naj bi po novem imelo 21 članov, danes, kot veste, jih ima 6. Pri čemer pa je za državno tožilstvo bistveno to, da tisti člani skupine, ki so to že danes, nadaljujejo svoj mandat kljub tej veliki organizacijski spremembi, če lahko tako poimenujem, ga dokončajo v novem tožilstvu in seveda, če bodo želeli, ponovno kandidirajo za delo v tej skupini.
Drugo, kar se mi zdi pomembno izpostaviti, so bili pomisleki in predlogi, ki so se nanašali na delo tako imenovanega specializiranega oddelka znotraj te skupine, zlasti glede vprašanja, katera so tista kazniva dejanja, ki naj bi jih po novem ta specializirani oddelek obravnaval. Tu smo na ministrstvu namreč v prvotnem besedilu upoštevali tisto, kar so nam prav tu na Vrhovnem državnem tožilstvu ob našem prvem obisku na začetku mandata predlagali, namreč, da naj preučimo smiselnost, da se v okviru tega specializiranega oddelka obravnavajo čisto vsa kazniva dejanja, ki jih eventualno zagrešijo osebe za uradnimi pooblastili. V nadaljevanju pa se je izkazalo, da je vendarle tu treba biti nekoliko bolj previden, tudi v luči nekaterih praks, ki so se izoblikovale, tako da smo v tem pogledu, po moji oceni, upoštevali bistvene predloge državnega tožilstva.